živijo. Živja. Danes snemam intervju za tole prijazno punco. To je prva gostja, ki je prišla in mi bo pripravila obrok. In to bo zanimiv. Kakšen obrok bo to, Ajša? Zelo skromen, turški zajtrkov. Ja. A se spomniš, zadnji sem ti govorila o simitu? Ne, malo sem pozabil. Glej. A to, ja. To je tisto, ki na ulici kupuješ, ne? Ja. Drugače pa jaz sem ljubitelj ful tegale, ne? In tegale tudi, tako da... No, da vidimo, kaj bo zrihtala. V glavnem, takih gostov si še želim, da mi še prinesejo zajtrk. Ali pa malco, ali pa kosil, vse dobro. Pa kavica bo tudi turška, praviš? To bo turški čaj. A turški čaj? Aha, se vidim tele, to so tele, kozarčki so te, take imajo v Turčiji. Poznaš jih? Ja, seveda jih poznam, zdaj sem bil že ne 5-krat. Tako da... Evo, pa še ena stvar. Ja. Glej. Ja, si sem rekel, baklava, ne? Ja, Ja. turška baklava. Ja. To si ti naredila, ali... Ja. Imam občutek, da si se malo zlagala. A? Olive sem naredila iz narave, sam ti prinesla. Aha, dobro. Kaj pa ta turški kruh? To je simit, to se Ja. imenuje sezam so. In ko greš v Turčijo, Ja, vse povsod to kupiš za zajtrk. ja. In najbolj preprost zajtrk, vsak Turk to enkrat v življenju ali večkrat, zjutraj pije čaj, turški čaj, Ja. zraven ima olive, sir in simit. To je najbolj skromen, tipičen zajtrk. Ampak je dober, jaz sem ljubitelj in oliv, predvsem oliv, no, pa tegale kruha tudi, ta simit, ali kako praviš, da se imenuje. A taki so ti všeč? olive? Črne so mi najboljše, Črni so ja. všeč. Mislim, vse imam rad, tako da se veselim. Greva? Greva. No, Ajša, kaj mi pa zdaj kuhaš? Jaz zdaj kuham salep. A veš, kaj je to? Pojma nimam. Salep je ena turška zimska pijača Ja, in to je prah iz orhideje. orhideje. Iz divje orhideje. In zdaj to bova dala noter. In 15 minut jaz bom to zmešala Ja, in bo nastala ena fantastična pijača. no, kome čakam. Imaš rad sladkor? Mislim, preveč ne sme biti sladko, nekaj srednjega. Razen baklava mi je všeč, čeprav je sladka, ja. Prav lepo diši. Imaš cimet doma? Če ga imam, Ja, če ga imaš, cimet. najbrž ne. Res. Žal. Cimet bi res pasalo. Verjamem, sem po mojem ga ni tukaj. Malo pogledava. Ja, vse imaš v tej kuhinji. To je službena kuhna, tako da ne vem, če smo kdaj cimet kupovali. Seveda lahko pa pogledamo. Med imaš? Res ne najdem. Ampak to bo v redu. Tudi brez cimeta. Salep, Aha. kremasta je nastala. In zakaj si rekla, da je to vse zdravilno? Ja, ker ta prah iz divje orhideje ima zdravilne učinke, med njimi za prebavo Ja. in za imunski sistem, zelo dobro krepi telo in ogreje tudi. Pravijo, da pred spanjem je zelo dobro tudi se sprosti in krasno diši. No, super. No, komaj čakam, da probam. Dragi gledalci, kakor sem vam že pokazal, povedal, da nas je moja gostja Ajša
punca iz Turčije, ki živi v Sloveniji. In vidite, kako mi je lep zajtrk pripravila. Sem prepričan, da tudi dober. Daj še malo povej, kaj imamo, kaj je to? Najprej, Tomaž, moraš vedeti, da to je skromen turški zajtrk. In najbolj skromen, tipičen turški zajtrk, seveda tukaj na levi strani vidimo, kaj je to? Simit. Simit, ja. Se zapomnil. Ja. Kot si rekel, to vidiš na cesti, ko greš v Turčijo, prodajajo. In zraven je? Baklava. Seveda, baklava je turška sladica, tipična. Ja. Okay. To ni vsakič na zajtrku, ampak simit je lahko. Torej, imamo tudi turški čaj. Ja, izvoli. Brez sladkorja. Kavo pijem brez sladkorja, pa bom še čaj. Na zdravje. A se to na zdrav tudi pri vas? Vedno. To je pravi čaj, ne? Nisi tega snemal, ne? Kako sam pripravila čaj? Ja, malo sem. Tega ne boš dal. Pri nas je vse brez cenzure. Če pravi čaj ni to, ampak... A ni pravi čaj? Ni pravi čaj. Turški čaj lahko rečeš, ampak pravi čaj se kuha dalj časa. Aha, to je pol fora. Ja, kaj pa na ulici, ki v Turčiji prodajajo, pa dobiš pravi čaj? To dobiš pravi čaj. Aha. Dalj časa. Torej... Zanimivo, enkrat sem slišal, ko sem bil v Turčiji, zakaj Turki pijete čaj. To je Ataturk uvedel, ne? Ja. Jaz sem že pozabil, da ti povej, če veš. Povej mi o tej zgodbi. Ne vem, jaz sam vem, da je Ataturk uvedel, zato da sta Turki neki, mislim, da ste imeli neko druženje ali neki tazga, ampak ne vem točne poante, sem pozabil. Če ne veš točno poante, zdaj ne bova tega povedala. Če ko bo vedela točno poanta, bo povedala. A pol tudi ne veš? Ne vem, kaj točno o tem. Ampak vem eno stvar, da pri nas ta čaj je vedno. Tudi ko greš v trgovino, ti bojo ponujeli čaj, pij čaj. Ja. Ko greš na sestanek, na poslovni sestanek, mi pijemo čaj. Se pravi, ne kavo? Tudi kavo. Turško kavo. Tako v majhni skodelica. Poznaš to? Poznam. No, potem pa olive so še. Si rekel, da olive so ti všeč? Ja, olive sem jaz velik ljubitelj. Tudi, ko sem bil v Turčiji, ko sem šel z avtom do Gruzije, pa v bistvu sem bil 5-krat že v Turčiji, ampak nazadnje sem bil, ko sem šel z avtom do Gruzije. In ko sem bil v hotelih, sem zmeraj iskal take, da je tudi zajtrk. In jaz sem običajno jedel predvsem olive. Ogromno oliv, to sem jih tudi po 1 kilo pojedel, sem malo pretiraval. Se sliši, ja. Malo tistega belega sirčka, pa zelenjavo. Okay. Kakšne kumare, paradižnik in to je to. A si opazil kakšno razliko med kumarico s slovenskimi in turškami? Ne. Tukaj so kumare precej velike. Ja, to je, kolikor jih pustiš zrast, po mojem, ne? Ja, očitno je ta vrsta. Taka. Izvoli. Daj za začetek povej, kako si se odločila, da se preseliš v Slovenijo iz Turčije? Pa kdaj si se to preselila? Koliko časa si že v... V bistvu sem prišla v Slovenijo za obisk moje tete. Na obisk, ki je v bistvu poročena z mojim sestricom Jure. In ona dva živita tukaj, bila sem na obisku pri njih in sem rekla, jaz si želim živeti tukaj nekoč, ne vem kako. Ja. In res se spomnim, da sem šla na en daljši sprehod, pa sem tudi kolesarila in sem si izgubila pot en dan in sem ves čas sanjala, da bi nekoč živela tu. Se pravi, če te prav razumem, tvoja teta se je poročila s Slovencem. Ja, res je. In zakaj praviš temu Slovencu stric? Ja, ker je postal ta Slovenec moj stric. Ni en Slovenec, ampak je postal moj stric.
To je No, sorodnik. stric pri nas pomeni, rečemo, jaz sem stric mojemu načaku, se pravi sinu od mojega brata. Ne? Tako da Čakaj, ti bi bila teta, imaš sestro ali pa brata? imam sestro. No, če bi sestra imela otroka, bi ti bila teta. Bila jaz teta. Tako je to pri nas. In Ja. moja teta je sestra od moje mame. Ja. Je sestra tvoja. Aha, sestra tvoja. Ja, mi to drugače gledamo. No. Kaj pa torej Jure, recimo, mož od moje tete, kako se poimenuje? Veš, da ne vem. Zdaj, če bi bila ta tvoja teta, če bi bila tvoja sestra, Ja. bi bil Jure Svak, po mojem, da se imenuje. Nisem pa siguren, tako da komplicirano. Veš kaj, da ne boš mislil, da je kaj narobe s hrano, ker ne jem, razmišljam, a je dobro, da to vmes jeva, ko snemava, ker smoklaš, pa bo vse na mikrofonu se slišalo. Tako da jaz predlagam, da posnameva, pa bova potem pojela, pa se nič čajček lahko pijeva, tako da... Bom še enkrat pogrela, simit, ker bo veliko lepši. Ne, vse je to je dobro. Da je dober? Dobro, jaz imam to rad, tako da... Prav. No in pred kolkim časom si to ti prišla v Turčijo, v Slovenijo? Jaz sem prišla v Slovenijo 2017. Torej, že več kot 7 let sem tu. Skoraj 8 let. Koliko je pa stara tvoja teta? Tega ne smem povedati, po mojem. Ona meni deluje zmeraj lepa in mlada. Ne sprašujem zato, če je lepa pa mlada. Sprašujem, ne... Je v glavnem starejša od tebe, ne? Ja. Aha. Dajva zdaj pa malo, če poveš, ti si drugače iz Istanbula. Pa si prav to, ki je iz centra, ali ki je na obrobju, ali kako? Jaz sem odraščala v Istanbulu. To je veliko mesto. In sem prišla iz Istanbula. Aha. Ker nekdo prav, rečemo, ne, jaz tudi pravim, da sem iz Trebnjega, ne, ampak v bistvu po eni mali vasici živim 8 kilometrov stran, ne. Se pravi, ti si bila pa prav iz Istanbula. Ja, odraščala sem prav v Istanbulu. Aha. In kako je odraščati v Istanbulu? Kako mi je bilo? Nasplošno. To je veliko mesto, ti poznaš Istanbul, si predstavljaš, je to ogromno ljudi, skupaj živimo, hrup. Koliko prebivalcev ima zdaj? Ja, 19 milijonov. Daj pogledava, koliko je. Bom jaz pogledal, ti kar govor naprej. Moje življenje je bilo tako, da sem živela v velikem mestu. Vsak dan sem šla z avtom nekam in dalj časa sem bila v avtu. Zame je bil recimo vikend sproščanja, je bil izlet na nakupovalni center s prijatelji. To je normalna dejavnost. Ne moreš iti v gost. Ker ga ni. Ker ga ni. In je normalno, da ti greš v kino, v nakupovalni center. Pogrešala sem to stik z naravo, ampak tisto, kar tega nisem niti poznala takrat, da to obstaja. No, Istanbul ima slabih 16 milijonov prebivalcev. Kako se to sliši? Ja, veliko, ne. Slovenija ima 2 milijona, ne, tako da to je res ogromna številka. Ti povem nekaj smešnega. V bistvu, ko se mi srečujemo v Istanbulu, vsakič smo morali večkrat komunicirati, da se zmenimo. Točno v Istanbulu, v taksimu, tam se srečamo in kličemo in se pogovarjamo in še vedno ne najdemo. Nismo mogli v bistvu se zmeniti na določeni točki. In tu, v Sloveniji, v Ljubljani, ko se sprehajaš, skozi vidiš ljudi, pomagajo, vidiš, se poznamo. Je veliko lažje v bistvu biti v stiku z ljudmi. In kje ti je lažje živeti, v Ljubljani ali Istanbulu? Definitivno v Ljubljani. A ja? Ja.
Lahko poveš, kakšno razliko med Slovenijo in Turčijo? Zdaj razlika glede česa? No, glede tega velikosti Istanbula pa Ljubljane si že povedala. Rečemo nasplošno tiste zadeve, ki ti najprej padejo v oči, ne? Zdaj... Prva stvar je zame to preprostost v bistvu, da je vse bolj organizirano, urejeno, pa se mi zdi, velikokrat imaš občutek, da si na varnem okolju. Res čutiš to ves čas, da je varno. Ja, v Sloveniji. Se ne sekiram preveč, pa imam občutek, da če karkoli pozabim, recimo me že čaka ali koga vprašam, telefon se mi je zgodilo. In v Istanbulu imaš ves čas občutek, da moraš paziti. Težko zaupaš tudi ljudem. To je prav način življenja, da ljudje so nagnjeni k hitenju. Ki je v Istanbulu ali Sloveniji? V Istanbulu. V bistvu sodoben način je res, da vsi vedno hitimo, ampak v Ljubljani se lahko ustavimo. Mislim, vidim velikokrat, kako se družine sprehajajo, ne vem, sami ljudje grejo s psom na sprehod, da imajo čas zase, da še kaj drugega tudi zase naredijo, hobije imajo. Vse to, kar šteje, je v bistvu opisuje drugačen način življenja, kot ki ga sam imela v Istanbulu. No, zanimivo. Jaz pa glede kraj pa poštenosti sem pa zmeraj se pa zmeraj v muslimanskih državah imam občutek, da so ljudje bolj pošteni, da ti bojo manj sigurno kaj ukradli. Jaz tudi, ko sem šel z avtom do Gruzije, ko sem šel čez Turčijo, jaz v Turčiji nisem bil popolnoma nič v skrbeh, da bi mi ukradli avto. Sem bil pa v skrbeh v Bolgariji in v Gruziji. In tudi dostikrat sem malo v skrbeh, tako imam rad, ko na Bookingu rezerviram, da je privatno parkirišče, ponavadi, da noter z avtom zapelješ. Rečemo, to v Gruziji v Turčiji se nisem nič bal, niti se nisem to bal v Jordaniji, ko smo bili, rečemo, ko smo avto najeli, pa tudi imam izkušnje, bil sem tudi v Iranu, Pakistanu, kjer je muslimanska država in tam ne kradejo, tako sem jaz občutek. In jaz, kar sem bil v Istanbulu, bil sem 3-krat, nisem nikoli imel občutka, da mi je bilo karkoli strah. Jaz imam bolj občutek, da te bojo prej v Ljubljani ukradli kot v Istanbulu, ne vem. Mogoče imam napačnega, ne vem, verjetno si ti tle bolj mirodajna, ker si le toliko let v Istanbulu živela in toliko let zdaj v Ljubljani, ampak jaz imam drugačen občutek. Ja, pa ti imaš drugačne izkušnje, po mojem, poznaš tudi druge dele Turčije kot turist. Če sam te prav razumela, da si tudi potoval po Turčiji. Dosti, ja. Nisi bil le v Istanbulu. Ja, ampak zdaj sem na Istanbul se osredotočil. Je pa seveda res, da tisti kraji, kjer so turistični zelo, tam se zmeraj najdejo neke barabe, ki prežijo. Ampak mogoče bolj na tujce, kot na domačine, ne vem, no. Tako da meni se je zdel Istanbul varno mesto, no, tako da ne samo in brez težav bi šel tudi po noč se sprehajati, pa tako naprej, tako da... Mogoče, ampak prej bi jaz rekla za Istanbul bolj kot varno živo mesto, bi rekla. Značilnost Istanbula je živost. Se veliko dogaja, mislim, to je lahko prednost, to je lahko zelo zanimivo za osebo, ki je rad v dogajanju, se ukvarja z umetnostjo in tako naprej. Ampak zame, jaz sem bolj umirjena, imam zelo rada tudi to samost in meni zelo paše, ko sem v Ljubljani, imam lahko živost, hkrati tudi mirnost. No, ko si rekla, da je bolj živo mesto Istanbul, to misliš zabave pa te zadeve, ali kaj si imela v mislih?
To sem imela v misli. Kultura, umetnost, dogajanje, koncerti, različne ljudi, zelo različna okoliščina. Seveda, da Istanbul nima enega obraza. To je lahko prednost. In je to različnost, je ravno ti dajo občutek, da si obdana z različnimi kulturami v enem mestu. Kako je pa rečemo v Turčiji, glede na to, da je pač muslimanska država, kako je pa glede tega, rečemo, zabava mladih, je to kaj bolj konzervativno, kot pri nas? Mislim, je kaj drugače, kot pri nas, pa rečemo, tudi ljubezen, ko se dva zaljubita, a je to kaj drugače, kot pri nas v Sloveniji, ali je zelo podobno? Zelo dobro vprašanje, ker se mi zdi, da pri nas najprej me prav zanima, kakšen vtis ti imaš? Ja, na tem področju nisem imel nobenih izkušenj, tako da to jaz najtežje odgovorim, jaz ti lahko odgovorim. Če me vprašaš, kateri so lepi kraji v Turčiji, kar nekaj poznam, ne? Lahko povemo, so ljudje prijazni ali niso. Kako pa te zadeve potekajo, pa ne vem, ker tudi, ko sem bil v Istanbulu, nisem na neke zabave hodil, pa to jaz, ko grem na potovanje, mi je glavno, da nekaj vidim, ne? Ker če grem jaz na neko zabavo, pa še nekaj spijem, potem drug dan nič ne morem, niti ni veselja, niti, ker pa si mal bolan in ne moreš nič pametnega početi, ne? Tako da to ne vem. Predstavljam si pa najbrž, da v mestih je malo bolj napredno, na vaseh majčkeno bolj tradicionalno. Ja, spet, ko govorimo v Istanbul tudi nima enega okoliščine. Obraza si prej rekla, to zdov, ja. Ja, res, da si v različnih družbah, različna mnenja so, ampak ko si rekel muslimanska država, dva se zaljubita, mislim, da ljudem ne bi smelo veliko govoriti o tem. Sprejemajo tudi različnosti in vedno več sprejemanja. Pa se ti zdi, da je ženska kaj manj svobodna v Turčiji kot v Sloveniji? Pa to še danes drži, se mi zdi. Da je manj svobodna? Ja, kulturna zakorenjena njena, se si dobro rekla, ja. In stvari se spreminjajo seveda, ampak še vedno to čutim, da je ogromna razlika. Katera ženska je pa bolj srečna, Slovenka ali Turkinja? Kje se nahaja, s kom se druži? Ne, mislim tako, misliš, ker zdaj, se če vse skupaj malo bolj tradicionalno, to ne pomeni, pa da bi rekel na rekovajih, da imajo ženske manj svobode, to še ne pomeni, da so manj srečne. Moja mama je mogoče imela veliko manj svobode, kakor jo imajo ženske danes, ampak se upam staviti, da je bila moja mama veliko bolj srečna, kakor so zdaj večinoma žensk v Sloveniji srečnih. Razumeš, kaj ti hočem povedati? A to misliš zaradi načina bivanja danes in je včasih? Kako to misliš? Ne, jaz pač mislim tako, da jaz sem ti sam hotel povedati, da ni nujno, da je ženska nesrečna, če nekaj malo bolj tradicionalno, pa predvidevam, da v Turčiji imajo moški malo bolj, kako bi rekel, malo več besede, me razumeš, da so oni glava družine, ženska ima manj besede pri nekem odločanju, ampak to ne pomeni, da je manj srečna. Ni nujno, da to pomeni, no, tako. Jaz te razumem, v bistvu izhajaš iz tega, da je bila tvoja mama srečna, ker je ženska, je nosila tudi svojo vlogo, a ne kot ženska. Vloge so bile bolj določene včasih. In ko mislim na to, a so ženske pri nas bolj srečne ali tukaj, jaz mislim, da ženske so lahko povsod srečne, ampak ženske, ki najdejo mogoče tudi svoje
strasti. Ženska, ki živi sama in je podjetnica, lahko srečna, če živi svoje sanje. Ženska, ki ima 5 otrok z možem, živi na vasi, je lahko zelo srečna. So različne zgodbe. Jaz ne moram posploševati, ampak lahko ti rečem, da so ženske v Sloveniji imajo ogromno odgovornosti. Ker so lahko uspešne podjetnice, hkrati so uspešne mame, hkrati so žene, pa so potem dobre državljanke in vse to nosijo. To jaz opažam v Sloveniji. Kaj pa je v Turčiji še kaj dogovorjenih porok? Kolikor jaz poznam, ni tega, vsaj v velikih mestih tega ni, je lahko v manjših vasih. Kako pa so potekale, a kaj veš o tem, kako so potekale te dogovorjene poroke? Jaz sem iz druge generacije, to moram vprašati mojo babico, kako so potekale. To si dobro rekla. No, ampak lahko bi vedela, ne? Ja, res tudi moja babica ne bi vedela. Ampak so potekali te pogovori, dogovori, da so se med sabo zmenili, takrat, ko so bili šele oni dojenčki. A ja, tako. Ja. No, jaz sem nekaj bral, slišal, rečemo tudi v Bosni in Hercegovini, ne, ki je pač včasih ste vladali tam Turki in je potem ta turška kultura ostala, predvsem med Bošnjaki, ne, se veš, v Bosni živijo muslimani, ki se imenujejo Bošnjaki, potem Srbi, ki so pravoslavci, pa katoliki, pa Hrvati, ki so katoliki. Ne. No in to, kakor sem jaz poslušal, je bilo in v Bosni in v Turčiji zelo podobno, seveda, ker se je to preneslo. Ne. In to je bilo tako, ko so se dogovarjali za te poroke dogovorjene, ne, sta šla oče pa sin k družini, kjer je bila tista potencialna partnerca, ne. No in pol ni to bilo tako, da je bilo čisto dogovorjeno, ne. Zdaj se ne spomnim točno, ampak bile so neke take fore, triki, ne. Rečemo, ta, se pravi, potencialna žena je skuhala kavo. Ja. In je temu svojemu potencialnemu fantu, ne, če mu je dala sol namesto sladkorja in je on tu spil, je bil znak, da mu je všeč. Ne. Da jima bo uspelo. Ne, da ji je všeč, tako je ona vedela. Ne. Zdaj, da je pa ona njemu pokazala, da mu je všeč, pa ne vem, je pa tudi nekaj, ali sladkor dala, ali nekaj tacga. Ne. Tako da ni bilo čisto dogovorjeno, bi rekel. So se dogovarjali, ampak potem, če nekdo rekel ne, pač verjetno ni prišlo do tega. Ne. Tako da ni bilo tako grozno, kakor zgleda, čeprav verjetno pa v nekaterih primerih pa ja, ne, so pa kar, ko so bili še dojenčki, pa rekli ti pa ti boste skupaj, ne, tako da. Ja, v bistvu ta zgodba, ki si mi jo prepovedal zdaj, drži še danes, mislim, dogovorjeni. Kadar je že proces, da grejo na obisk, da lahko en dogodek se imenuje, oče, ta fant, ki želi v bistvu se poročiti s to žensko, grejo cela družina k njih. In takrat ženska mora kuhati turško kavo. In isto, ko da preveč soli, ga opazujejo. Vsi vejo, da to se dogaja. In če on z užitkom to lahko pije, to je znak, da jima bo uspelo v bistvu, da sprejema tudi tisto, kar ni zelo dobro. Ja, zanimivo. Kaj pa si kaj potovala ti po Turčiji? Po Turčiji sem šla v Van, si že bil tam? Jezero Van, ker smo imeli tekmovanje na jezeru in sem plavala.
In imam podobne izkušnje, kot ti jih imaš. V bistvu zelo lepe spomine imam, kako so bili prijazni, gostoljubni. Tam sem se počutila varno. Res. Se mi zdi, da ljudje, ki živijo bolj to preprosto življenje, so bolj odprti za obiskovalce, tudi zelo so pripravljeni v bistvu tebi pokazati svojo kulturo. No, ampak tam, ki je jezero Van, ne, to je vzhod Turčije, tam Kurdi živijo. Ne. Vi pa s Kurdi niste glih, bi rekel, najbolj prijatelji, ne, ampak je to vse ni bilo problem. Ker ti si rekla, so bili zelo prijazni, to so verjetno Kurdi bili. Ne? Ja, v bistvu, če ti povem, da sem odraščala med njimi. Jaz sem imela sošolce, ki so bili Kurdi. Mi smo skupaj odraščali. Seveda so razlike med nami, ker imamo drugačno kulturo, drugačne običaje oni imajo, recimo. Ja. No, jaz se spomnim, ko smo bili mi na tem vzhodu Turčije, ne, tudi jezero Van smo bili ta Erzurum. Mi smo šli z avtom do Irana in smo šli tudi za par dni v Iran, potem smo pa nazaj prišli, tako da smo bili mal ta del Turčije. In ja, ljudje so bili zelo prijazni. Potem smo pa v Istanbulu, nekje, ko smo se ustavili, da smo nekaj pojeli, je en nas odgovoril, pa smo se začeli pogovarjati, Turk, in smo povedali, da smo bili na jezeru Van, pa v Erzurumu, pa je bil kar malo tako, joj, tam je pa nevarno, ko so Kurdi, ne, tako da zato sem te to vprašal, ne, ampak vse običajno je tako ljudje, ker če ne grejo, niti ne vejo, kako je tam, ne. To je res, ja. To je res. Je pa malo tako mogoče, komu se zdi grozno, ker je pa saj jaz, kolikokrat sem bil, zelo veliko vojaških kontrol. Na cesti te ustavijo, moraš niti dokumente pokazati, ali pa niti to ne. Tudi zdaj, ko sem šel v Gruzijo, ko sem šel iz Batumi, veš, Batum se pravi Batum se pravi turško, Batumi je pa gruzijsko, ob Črnem morju, ko sem šel, mislim, da sem šel do Kapadokije, sem se vmes še kaj ustavil, ne vem. No, tam so že začele se te vojaške kontrole. Potem od Kapadokije proti Istanbulu jih pa nič ni bilo, ne. Tako da tam je, in se tudi spomnim, ko smo šli proti Iranu, ne, je bilo dosti teh kontrol, ampak nas niso nikoli, da bi nekaj maltretirali. Aha, videli so, da smo tujci, pa so nas pustili naprej, ne, tako da sem imel same dobre izkušnje. Dobro. Kaj pa še kje drugje si bila v Turčiji, da te je bilo lepo? V bistvu sem veliko potovala po Turčiji zaradi mojih tekmovanj, ker sem bila plavalka in sem bila večkrat v Bursiju. Burso poznaš? Bursa, vem, kje je. Nisem siguren. Pelal sem se mem. To je ta del Egejske Turčije, ne? Pa Izmir, Egejske Turčije. Tam smo imeli večkrat tekmovanje. In Trabzon, mislim, da 2,3-krat. Trabzon je Črno morje. Ja, tukaj sem bil, ja. Jaz bi tebi lahko rekla, da je skoraj, da greš v drugo državo. Tako je narava drugačna. Ja, se je, ja. Mislim, življenje drugačno poteka, teče, ljudje in narečje. Ta Trabzon so potem hribi zadaj, ne? Hribi, zelena. Ja. In si bil tam? Bil. Sem šel skozi ob Črnem morju do Gruzije. Kako dobro poznaš Turčijo? In si probal zajtrk tam? Ja, sem zmeraj v hotelu, sem zmeraj vzel zajtrkom in vedno so bile olive, zelenjave cel kup, sir, no pa jajca so tudi bile, ne, tako da to je bilo fantastično in potovati po Turčiji je tako super, tudi, veš, koliko sem hotel povprečno plačeval? Koliko? 13 €. 13 Od 10 do 15 €. In z zajtrkom. Pa še zajtrk imaš? Ja. In kako si se imel? Vrhunsko, ne, tudi jaz sem zapravil za to potovanje
do Gruzije, pa nazaj, 25 dni, vse komplet, gorivo, hoteli, cestnine, prenočišča, hrana, mi je prišlo za 25 dni 1200 evrov. Tako da 25 dni 1200 ja. Tudi ne hrana, vedno sem imel zajtrk v hotelu, potem sem šel pa še na en kebab, Adana kebab mi je najboljši. Tako da sem... V Bursiju? Ne, posod sem jedel Adana kebab. Če so ga le imeli, cena je bila od enega do maksimalno 4 evre. 4 evre je bil v Kapadokiji, tam čist na glavni ulici, ki so najvišje cene, ne? In ti se super naješ, dober je, tako da je bilo zelo dobro potovati, no, tako da. Pa si znal se pogovarjati z ljudmi? Angleško. Če pa ne, sem po slovenščini si napisal v Google Translate, pa dal prevedi turščina, pa sem telefon pokazal. Ker sem mogel celo tam okoli tega Trabzona, ne, tam sem delal še malo naprej, sem mogel delati COVID test, da so me v Gruzijo spustili. Aha, takrat med korono si potoval? Ja, korona 2021 je to bilo. Ja. In tam seveda, ko sem prišel, nekateri niso znali angleško in sem lepo napisal, čeprav znajo dosti dobro, tako da ni bil nikoli problem, ne. In vse, kot sem pa rekel, ne, varno sem se pa skozi 100% počutil, ne, tako da... In bil sem tudi navdušen, kakšne ceste imate, ne. To so kar, ja, velike, kar 5 pasovnice, pa to, tako da sem občudoval ta napredek, no, tako da... Bi rekel tudi, bolj naprej razmišljate Turki, kot v Sloveniji, ne. Vi imate tam cesto, ki je v eno smer 5 pasov, pa je čist malo avtomobilov, ne. Ampak to verjetno razmišljajo, da bo tudi čez 20 pa 30 let še zmeraj dosti velika, ne. Tako da to sem bil presenečen in zaradi vsega tega se mi zdi Turčija fantastična za potovati, no, tako da... Torej, kolikor sem slišala od tebe, da si dobro jedel, lepo si videl, uživo, nasplošno si imel to dobro komunikacijo z ljudmi. Ja. A ti je kaj manjkalo? Karkoli? Da si pogrešal? Nič posebenega. Nič, vse je bilo super, res. Nimam pripomb, no, tako da... Mislim... Jaz bi šel lahko v Turčijo za 3 mesece potovati. Kaj pa za živeti? Lej, za živeti, ne. Za živeti bi šel lahko, ne vem, za nekaj časa, par mesecev, ne. Zdaj, da bi se pa nekam prav preselil, tako, ko si se ti iz Turčije v Slovenijo, to pa po mojem, ne, no. Sem pa le toliko na dom navezan, na vse, tudi na starše, družino, mačke, psa žal nimam več, ampak tudi na psa sem bil navezan, ne. Tako da to nimam, jaz zelo rad potujem, ampak da bi se pa preselil, nisem pa nikoli razmišljal, ne, tako da bi se pa definitivno lažje v Turčijo preselil, kakor v Nemčijo, ne. Turčija mi ne bi bila neka muka, Nemčija mi bi pa verjetno bila, jaz imam raj take, tudi kamorkoli na Balkan bi se lahko preselil, ne vem, Bosno, Srbijo, Makedonijo, Grčijo premalo poznam, ne vem, ampak... Makedonija, Bosnija, imamo to balkanski duh. To, ja. Lažje se razumemo na ta način. Lažje, no pa tudi, ne vem, kakšno... Filipine mogoče, ne, rajško v Nemčijo, ne, tako da, ampak narajš doma, no, tako da jaz se ne bi mogel preseliti tako kot ti, tako da čestitam, ne. Ja. Še kaj takega si mogoče bila v Turčiji, ki bi svetovala, rečemo, nekem tujcu, ki pride v Turčijo, da si pa mora pogledati? Ja, v bistvu hrana na prvem mestu je zelo lepo, če imaš stik z domačini.
če nekdo, ki pozna državo in te pelje ali tam te pozdravi, je nekaj najlepšega, se mi zdi. Pa to radovednost, v bistvu tisto, kar ti imaš, da potuješ svobodno, da raziskuješ, da ne greš samo na turistične kraje, destinacije, ampak pogledaš, ki je pa kaj, mogoče ni najbolj znano, ampak boš sam odkril kakšne stvari. Ja, to najboljše zgodbe se vedno dogajajo nekje na vaseh, ponavadi pa tako, ne. Aha, tako to si mi povedal, recimo, kako je bilo v Bosni, a ne? Pa verjetno sem ti, kako je bilo v Albaniji, sem ti povedal za tisto prenočišče, pa take zadeve. Družina. Ja, tako da... Ja, to so zgodbe. To so zgodbe, ja. Ti si kot mlada trenirala plavanje, ne? Ja. Kako, da si se ravno za plavanje odločila? Jaz sem bila majhna, precej debela punčka v prvem razredu in sem bila preveč hiperaktivna. So rekli, da jaz zaradi Ajše ne moram sploh poučevati. Ajša gre ali jaz bom šla, je rekla moja učiteljica mami. In takrat sem ugotovila, da zelo rada tudi plavam. Mi smo imeli en pouk plavanja. In sem takrat rekla, da jaz bi še naprej plavala. In že v prvem razredu sem začela disciplinirano enkrat, dvakrat na teden trenirati. Čeprav sem bila najmajhna v skupini, ampak so me spodbudili, da sem lahko zraven trenirala vnaprej. In ko sem bila že 11-letnik, sem bila profesionalna plavalka. Nisem takrat tekmovala, ampak sem začela uradno trenirati. A si bila na kakšnih tekmovanjih? Ja, sem bila na različnih tekmovanjih. Temu se reče monofin. Monofin je v bistvu en velik plovut, ki ga nosiš in postaneš kot en delfin. Aha, v tem si ti tekmovala? Ja, to je bil moj stil. Ni to običajen krav. Nisi kravljala ali kaj takega? Ni kravljala hrbtno. Začela sem s tem, ampak sem nadaljevala profesionalno s plovutom. To rabiš pa zelo moč v nogah, ne? Ja, zelo močno kot dinamit. Super. Zdaj pa plavaš še kaj ali si to opustila? V prvih letih v Sloveniji sem vsak dan plavala, res vsak dan, in zdaj že par let ne treniram redno. Včasih grem na fakulteto za šport plavati. Tam sem tudi delala. Pa plavaš s to plavutko ali normalno? Zdaj danes normalno. Krav najraje plavam. A si se kaj... Kakšen imaš pa čas, rečemo kravl 100 metrov, veš, koliko plavaš? Nič ne vem danes. Kaj smo hotela vprašati, sem te prekinila? A si se ukvarjal s kakšnim športom v otroštvu? Ja, jaz sem se v teku sem bil zmeraj dober, ampak tako, no, sem zmagal v srednji šoli, od cele šole sem zmagal v krosu. Kros pomeni, da tečeš tako, da ni to na stadionu, ampak kar po cesti, pa tako malo, včasih tudi po travi, ne. Mi smo dvakrat okoli šole tekli, približno kilometer je to. In sem čisto za šalo zmagal, na šoli je bilo, ne vem, prek 1000 učencev, ne. Tako da to sem bil dober, pa borilne športe sem treniral, karate, pa pol tajski boks, pa kickboks, še zdaj boks treniram občasno. A še danes treniraš? Ja. Tako da to. Nisem pa bil kakšen vrhunski, mislim, čisto malo boljši sem bil, kakor povprečno ljudje, ne, tako da je pa seveda šport super za zdravje, za počutje, za vse, ne, tako da zato tudi zdaj še boks treniram
Ne zato, da bom kje koga pretepil, ampak zato, ker se mnogo boljš počutiš. Ne. No, v končni fazi pa tudi, če me neke barabe napadejo, se bom znal malo bolj braniti, kot pa nekdo drug, ki nič ne zna. Ne. Tako Že da, občutek imaš, da ja, boš znal. ne. Mogoče viš tudi zato mene na potovanjih ni čist nad strah, ker vem, da mečkam se pa znam braniti. Ne. Bi me bilo pa strah, če bi nekdo s pištolo prišel, ker tam pa ni zajebancije. Ne. Ja, Tako res. da ne. Se ti je bilo težko prilagoditi v Sloveniji? Je bilo vse drugačno, včasih mi je bilo nerodno, komunikacija mi je bila najtežja, nisem znala, Slovensko dosti dobro. mislim, nič nisem znala, ni dosti dobro, ničesar nisem znala, ene besede nisem. In nisem znala dobro angleško. A je tudi to? To je bil moj prvi cilj, da se učim približno angleško, da bom lahko lažje živela. No, pol si pa zelo korajžna, da si prišla v Slovenijo, se pravi še malo slabše si znala angleško, ne? Tako da to je pa res vsa čast, no. Tukaj sem na Facebooku sem objavil, da imamo intervju in sem rekel, če ima kdo kakšno vprašanje zate, da ga ne napiše. In eno vprašanje je bil, če se ti zdi slovenščina težak jezik. Meni se zdi slovenščina zelo lep jezik. Zelo lep jezik. Lep, kaj pa težak? Ja, slišite, vidite, s slovničnami imam zmeraj težave. Če razmišljam, mi je težje. Če se sprostim in želim samo komunicirati, je lažje. A imate v turščini dvojino? Ne, nimamo. Nimate. To je bil problem. To je bil res problem, ampak od takrat naprej, mislim, enkrat sem opazila, da Slovenci sploh niso zelo striktni do tega. S prijateljicami se pogovarjamo, ne vem, mi dve šle, lahko mi dve šli, jaz rečem, Ana pravi, lahko tudi šle in ok, torej ni zelo strogo. No, strogo, nekateri so alergični na to, ne? Saj mene, ker sem Slovenc, me dostikrat popravljajo nekateri, da sem na Facebooku narobe napisal, ne? Rečemo SZ. Veš, kdaj uporabljati S, pa kdaj Z. Z občutkom, ne znam. No, vidiš, je že to kar težko, ne? Težko. Potem v, ne vem, sem tam, ali sem lep pozdrav z Azorov ali iz Azorov. Jaz to ne vem, kaj je pravilno. Ne? Tako da je to kar težak je slovenski jezik. Ja, tudi zate je težak. Mislim, težak. Ja, slovenščina mi nikoli ni šla dobro, tako da je kar težak najbolj. Ampak, dobro, tu jezik je vsak težak, ne, tako da, ja, vsaka ti čas, da si se tako dobro naučila, tako da to na teh videih, ki so mi dva jih imela, ki so bila na izletih, ja, vse, ki so bila, ne, so vsi pisali komentarje, kako lepo govoriš slovensko, ne. Tako da, dragi gledalci, tisti, ki še niste gledali teh videov, ki so bila zajšo na izletu, bom dal opis tega videa, pa si jih pogledajte. Pa boste, no, se kako lepo govoriš, že zdaj vidite, ampak so bili zanimivi izleti, ne, tako da. No, zato sem tudi hvaležna, da me podpirajo. Včasih tudi delam kakšne napake in sproti se učim. Logično. Kako si pa pristala v Sloveniji, verjetno si prišla na obisk svoji teti, ali kako? No, da je to malo več povej. Mislim, da 2017 sva prišli z mojo mlajšo sestro. Takrat sem se odločila, da za 1 leto predam sam kot legal guardian, kot skrbnica moje sestre, uradna skrbnica. Ne, tvoja sestra je bila tvoja skrbnica, ali kako? Ja, sem bila skrbnica sestre, kot odrasla človek. Skrbnika sestre, sem zdaj s teto zamenjal, ja. Ja, sem bila stara 21 let, ona je bila stara 13 let. In sva živeli skupaj. A je tudi sestra živela tukaj? Ja, 1 leto.
Aha. Je hodila na mednarodno šolo, na gimnazijo in sam hodila na tečaj angleščine, pardon. In tam so bile le starejše ženske, se spomnim, da sem bila najmlajša. In zakaj sestra se je pa potem, mislim, Ja. ona ni imela želje ostati ali... Ona je umetnica, pevka. Po enem letu je rekla, pogrešam Istanbul, jaz imam tam prijatelje, življenje in se je vrnila nazaj. In je bilo težko, zelo težko. Verjamem. Ja. Meni pri teh letih bi bilo tudi zaznort. Ne. Ja, ampak ko pomislim na to, da smo res znali uživati ne vem, zelo s preprostimi stvari. Mi dve smo živeli za Bežigradom, tam je bil Tuš, ena trgovina in vsak dan smo šli v Tuš, smo pogledali kaj novega. Ne vem, take preproste stvari. Ali smo šli na sprehod ob jezeru in da smo si naredili ta čas. Te pa ni bilo nič težko, tako kot sestri. Meni je bilo lažje, kot je moja sestra. Jaz sam si vzela čas zase, se mi je zdelo, da je to priložnost zame, da lahko razmislim, kaj želim, kako opazujem državo in ta nova kultura mi je bila všeč, čeprav tega nisem zares poznala. A si mogoče prišla v Slovenijo zato, ker si, ne vem, če ni preveč osebno vprašanje, bežala od kaj iz Turčije? Ker si rekla, ne, da si prišla, da si malo razmislila vse, pa to. Jaz imam tudi tak način, če imam kakšne težave, ne, rečemo v poslu, ali pa tudi, če bi mu ljubezenske, ne, šel za en mesec potovati in takrat najlažje razmišljaš, ko si sam, ne. Tako da ne vem, a si ti mogoče pred kakšno stvarjo bežala, bežala v narekovajih, ne, če razumeš, kaj mislim reči. Tudi politično, ekonomično, Turčija je bila v teh časih v spremembi in nisem bila najbolj zadovoljna z okoljem. Ampak ne bi rekla, da sem bežala, ker se mi zdi, da sem imela res lepo življenje tudi tam. No, to besedo bežala, ne, sem rekel v narekovajih, ker težko ti razložim, kaj sem točno mislil. Rečemo, meni gre to tudi prav, da zato veliko potujem, ker bežim od doma. Od doma. Ja, ker kao mi neki doma ne štima, ne. Jaz sicer se ne strinjam s tem, ampak včasih pa je tako in verjamem, koliko si bila stara, ko si prišla v Slovenijo? 21 let. Verjamem, da je zelo težko iti pri 21 zamenjati državo, ker ja, tukaj nimaš nobenega prijatelja pa tako naprej. Ne. Tudi kakšni fantje iz Slovenije, tukaj je bil en iz Trebenga, je dobil punco iz Filipinov. In ona je sem prišla in nima nobenega prijatelja, nobenega ne pozna, se je zaznort. Ne? Tako da, pa, ko si še mlada, je težji. Starejši, imaš rajbelj mir, pa si tudi sam rad, mlad pa še malo zabava, pa on, pa tret, po mojem je kar težko, no, to je moje mnenje. Ne bi rekla, da je bilo težko. Bi rekla, da je bilo zanimivo. Drugačno. Na začetku je vedno težko, ampak pozabiš to. Zdaj pa ti tukaj študiraš psihologijo, ne? Pa, a sem se prav zapomnil, ti imaš tudi SP ali kako? Ja. Aha, in se pravi, študiraš in delaš, ne? In delam. In kako gre to skupaj, ker to je... Ja, to je naporno. To je naporen študij. Moram reči, danes je nedelja, jaz sem bila včeraj cel dan na faksu, pridem domov, pa še naprej epistemični pristop in še naprej pišem in razmišljam. To je študij za življenje. Ampak delo je tudi moje življenje. Jaz vse, kar počnem, v bistvu je zelo povezano z mojim delovanjem. Delovanjem, nisem te razumel to čisto dobro.
jaz izvajam aktivnosti v naravi, wellness v naravi. Ja. To je tudi moje področje, v bistvu osebno me zanimajo gozdna terapija. Hočeš reči, da delaš to, kar rada delaš. Ne? Zelo rada delam. Torej, ni to, me izpolnjuje potem, ne izčrpuje. Kako pa, rečemo, danes imeti SP, ne? To je že kar, to je prek 500 evrov mesečno stroškov, ne? Moraš že kar nekaj narediti, samo da te stroške plačaš, kako ti to gre. Počasi mi gre. Počasi ti gre. Ni vse lahko. Pred kratkim sem dobila eno zelo lepo podporo iz strani Spirita. V tem obdobju sem lahko vse ustvarila v smislu, da spletno stran sem naredila, celo grafično podobo sem oblikovala in zdaj se pripravljam na sejem 21. decembra na zelenem božičnem sejmu. Bom imela svojo stojnico in zame bo tudi ena lepa priložnost, da lahko vam predstavim. In kaj boš imela na tej stojnici? Presenečenje. Turška ena zimska pijača, bom jaz sama tam kuhala ves čas, pa bom tudi ponudila vsakemu. Pa še en turški izdelek spet in bom predstavila svoje aktivnosti, ki jih izvajam redno. V Sloveniji, ne? A tebe ne zanima, kaj jaz izvajam? Jaz sem se te vprašal, pa si rekla skrivnost. Ne, kaj izvajam? S čim se ukvarja? A ja, no to vem, pač ti smaš... Ja, ti veš, oni ne vejo. To je pa res, Naju gledajo. No, pa povej, ne, sej. Povej, kaj imaš. Jaz izvajam aktivnosti v naravi pod konceptom wellness v naravi. Ja. Med njimi so gozdna terapija. Si že kdaj slišal gozdno terapijo? Od tebe drugačne. Ena sprostitvena praksa, ki izhaja iz Japonske. In druga stvar je ajšina vadba v naravi, ki poteka v gozdu. Ja. In tretja stvar je aktivnosti za fibromialgijo. Fibromialgija je ena posebna bolezen, mišična bolezen. In za njih izvajam vadbo, meditacijo, pogovor in enkrat na teden se srečujemo z eno skupino. Za koga pa so te tvoje zadeve primerne? Za ljudi, ki želijo se sprostiti, si vzeti čas, še posebej za ženske, ki želijo iti k naravi. Recimo, zdaj oblikujemo z eno terapevtko vikend naravnega wellnessa. To je še posebej za ženske, ki si želijo izven vsakdanjega rutina si vzeti čas in se sprostiti v naravi z različnimi aktivnostmi. Kakšne imaš pa ti kaj aktivnosti v Sloveniji? Hodiš kaj v hribe? Zelo rado hodim v hribe. Zadnjič sem bila s tabo. Veš, da imam zelo rada hribe. Občasno grem s prijatelji. Kateri je bil pa najvišji vrh, ki si ga osvojila v Sloveniji? Nisem bila še na Triglavu. Jaz tudi ne. Mislim, da Krn med najvišjimi. Krn. Krn. Dvakrat sem bila na Krnu. To je čez 2000 metrov, ne? Ja, čez 2000. In je zelo lepo. Nekaj slišim. To je tam računalnik, se je nekaj zalaufalo. Brez skrbi, tako da nič narobe. To snemaš vse lučke rdeče gorijo, tako da... Ej, zakaj sem se odločila, da živim v Sloveniji? Mislim, da tisti trenutek, ko sem bila prvič na Krnu, 2017, nisem znala slovensko, ampak sem rekla, da bom tukaj. Ker ta razgled, mislim, to vzdušje v hribih, res je nekaj posebnega. Tega ni v Turčiji. Imate Ararat, 4000 pa še koliko je visok. Pa Slovenci hodijo tja. Ja. Vzdušje. Slovenci hodijo v hribe. Turki nismo navajeni tega.
bote pa še to počasi pride. To tudi rečemo Hrvatije, Bosanci, Srbi včasih niso v hribe hodili, smo sam Slovenci, zdaj so pa ful tudi Hrvatije, Bosanci pa Srbi začeli v hribe hoditi, tako da to bo tudi prva prišlo, sigurno. 100%. Drugač, sem pa tisti, ki sem ti že razlagal, tisti kanjon, v katerem sem jaz bil, to je tam nekje bilo od Istanbula proti Črnem morju, nekako po diagonali, ampak veš, da sem prej iskal na zemljevidu, pa nisem najdel. In sem tudi napisal, ne, kao kanjoni Turčija v angleščini in sem pol videl, da imate ful lepih kanjonov. Mene kanjoni pa zmeraj zanimajo, so mi dobri, ker stene, noter kakšna reka teče, slapovi pa tako naprej, ne. Tako da tam so bili tudi, bom rekel, taki čudoviti razgledi in tem kanjonu, ki sem bil, in tudi gore, bi rekel, malo podobne našem, ne. Ja, in narava je tudi pri nas čudovita. So tudi take aktivnosti, jaz jih tudi želim v bistvu več, pa organizirati tudi take izlete za Slovence. V Ker Turčijo. se zavedam, da za Slovence je izjemno zanimivo, lepo, ja. A tam si bila Likija. Likija pot. Ne pot. Mislim, da to je tudi neka pokrajina Likija, ne? Likija pot se imenuje, ena pot. Ja, in tam so hribi, ful pa tako, ja. Bila sem, si bil tudi. Jaz sem bil, ampak s tisto gondolo smo šli gor, ne. Jaz sem šel, takrat sem šel z agencijo, ko sem tukaj bil, sem šel v Antalijo z agencijo. Ampak ne, to bi bilo super, da grem sam z avtom in tam bi jaz ful vse prehodil pa tako naprej, ne. Tam bi mogel en teden sam za tiste hribe bi si lahko časa vzel, ne, tako da. A ti je bolj všeč, ko potuješ sam ali z družbo? Težko vprašanje. Ful dobro mi je, če grem sam. Ni mi pa tudi slabo, če z družbo grem, ne. Čeprav z družbo je zmeraj malo prilagajan. Če drugega ne, se ponovadi dogovoriš, vstanemo ob 7 zjutraj, pa gremo tja. Če sem pa sam, si pa, ne bom ob 7, bom ob 8, ali pa bom ob 6, ne, tako da vse ima svoje pluse, minuse. Če sem sam, si lahko več časa za snemanje vzamem, ne. Tudi, rečemo sicer v tujini nimam teh problemov, rečemo v Sloveniji pa imam. Jaz v Sloveniji dostikrat kje na kakšnih krajih, kjer sem, ful čakam, da ni ljudi, da lahko posnamem. Zato, ker vem, da to nekatere ljudi moti, da bi bili na mojih videih, ne. Se jih nekako razumem, ne. Zdaj, če sem pa v tujini, v Turčiji, pa tam nekega Turka ne moti, če bo pri enem Slovencu na videu ali pa kjerkoli druge, ne. Tako da kje se malo dlje časa zadržim zaradi snemanja in tudi, če bi mi moj sopotnik reče, ti noben problem, te bom jaz počakal, je pri meni en tak občutek, ne, čakati me more, ne, pa se mogoče malo bolj hitim, pa tako naprej, pa tudi jaz imam en svoj način potovanja, zelo veliko rad hodim okoli, rečemo Kapadokijo, ne, jaz sem tle ful prehodil, po mojem, redko kater popotnik ali pa turist, ki pride v Kapadokijo, toliko prehodkov, kar sem jaz prehodil, ne. Je res? Ja, tako da, komu je pa to, rečemo, brez veze, ne, tako da. Verjamem. Ja, mislim, obedvoje mi je okej, no, mogoče pa še malo, grem pa sam malo rajš, ker je pa čista svoboda, ne, tako da. Dobro. Ja. Kako pogosto se pa vračaš v Turčijo? Ja, vsaj želim enkrat na leto. Recimo, pogosto grem za novo leto. Ja. Zdaj, pred kratkim so prišli moji, tako da zdaj ne bom šla nekaj časa. Zame je bolj družina pomembna, ni država, ampak se vračam k družini. In ker so oni bili pri tebi, Ja, je zdaj isto, kot da si bila ti pri njih. tako, tako. Kako pa, rečemo, imaš kakšne prijateljice v Turčiji, ki ti jih je bilo težko zapustiti, ste na vezi ali kako?
Imela sam svoj okrog ljudi, pa nismo zares ostali v stiku. A ja? Ampak, ko grem nazaj, se vidimo, pa še danes, kdaj pa kdaj se slišimo. Ampak nismo zares v tesnem stiku. Veš, tako imaš svoj ritem življenja, težko ohraniti ta stik. Ja, verjamem, ja. Enkrat si mi omenila, da poznaš tole Klaro Mevželj, ki je iz Trebnjega. Klara? Ja. Katera Klara? Ker sem ti jaz rekel, da je napisala ta članek o Istanbulu pri meni. Poznam. Ni osebno, ampak mislim, vem, da obstaja. Ona je mislim, poročena s Turkom. Ja, ja. In živi v Istanbulu. Aha, a je pa se to poznate prek interneta? Ja, mislim, da smo tudi dopisovali, ampak v živo nikoli nismo se srečali. Pa sem spoznala z njeno sestro tukaj na enem pikniku. A ja? Ja. K v Sloveniji, koliko pa živi Turkov v Sloveniji? Ne bi znala povedati. A imate kakšno društvo, da se kaj dobivate ali kaj tacga? Sam gledala statistike, da je kar veliko muslimanov v Sloveniji, 17,000. Ja, muslimanov, ja, ampak to so iz Bosne večinoma. Ne bi znala, koliko Turkov, veš. A nimate pa Turki kakšnega društva, ali pa da se kaj dobivate, te, ki živite v Sloveniji? Ja, so različne, mislim, da družbe so, jaz nisem iskala. A nisi iskala? Nisem zares iskala turške družbe, ker sem si želela se navaditi, ja. Zanimivo. Kakšne imaš pa načrte za prihodnost? Jaz želim ostati v Sloveniji zaenkrat. Zdaj delujem tudi v tej smeri, izvajam svoje aktivnosti, zaključujem študij. Letos sem 3. letnik, tako da pišem diplomsko delo. Ja. Želim tudi imeti svojo družino v prihodnosti v Sloveniji. Slovencem ali s Turkom? S Slovencem. Slovencem. Lahko tudi Hrvat, ne vem, nikoli ne vem. Ja. Ampak rada sem tu, v tej državi. In kaj potem želiš biti, ko boš doštudirala? Psihologinja ali kaj boš, ko boš ta študij končala? Pod konceptom wellness v naravi bom izvajala še naprej aktivnosti, tudi terapevtske dejavnosti kot bodoča psihologinja. No, kakšne terapevtske, na primer? Zdaj postajam tudi certificirana coachinja in želim na ta način oblikovati in delovati. Ker sem tudi v tej smeri. Ker rečemo, psihologi so zelo dobro plačani v Sloveniji in primanjkuje jih, ne? Ta psihološka pomoč ljudem, ki imajo neke težave, ne? In primanjkuje jih in čedalje več ljudi to rab, ne? Tako da, veš, v Ameriki imajo neki psihologi, psihiatri ceno ure 2000 evrov, ne? Tako da si dobro področje zbrala, ne? Ja, to sem čutila, to potrebo v bistvu. Ja, no, pa verjetno imaš tudi veselje do tega, če ne bi šla. Rada sem z ljudmi. Imaš kakšen nasvet Nasvet zame in za gledalce iz tega področja, ki ga študiraš, se pravi psihologije, če imaš za nas neki nasvet za življenje? Zelo rada ne nasvetujem, kdo sem jaz, da vam povem. To morate. Ja, pa če si psiholog, boš mogla, ne? Lahko zdaj na tem pogovoru ti povem kot Turkinja. Turki imamo to običaj, da se ustavimo, pijemo čaj, uživamo, tudi ko delamo. In ta sterilnost se mi zdi včasih je precej naporna stvar. In če jaz bi karkoli povedala, recimo tam,
Da se ustavimo za trenutek ali Da pa se za malo ustavimo. več. Ne, Pa si vzamemo čas zase. Si vzamemo čas zase. No, viš, to je po Sloveniji slabše kot v Turčiji, ne? Je, ne? In ta čas lahko bolj cenimo. Recimo, mi je nekaj posebnega, da s tabo imam turški zajtrk. A veš, da naredimo to. Super. Hvala za ta nasvet. Gledalci, upoštevajte. Evo, lej, zdaj za na konci imam pa še par vprašanj, razlika med Slovenijo pa Turčijo. Oziroma, imam vprašanje, ti mi boš podgovorila, kje je, no, se boš videla, kje je boljša hrana v Sloveniji ali v Turčiji? Kdo kuha? Jaz obožujem hrano v hribih. Ko greš v kočo, tam dobiš najboljšo joto in golaž. Segedin, moja lastnica stanovanj mi prinese vsakič segedin, ki kuha babica, ki je stara 90 let. In jaz obožujem slovensko hrano. Ampak to je res, to je dejstvo, da sem odraščala s to hrano, ki jo imam tudi najraje, mercimek çorbası. Kaj je to? Lečevo juha. Čorba, Ampak čorba, ki kuha babica, mama. Ja. In ima čisto drugačen okus. To pa pogrešam. Potem mance. Kaj je to? Zdaj gledalcem morava povedati na mance, lahko tudi daš kakšno sliko, kot ti bom pokazala. Ja. Mance je ena turška jed, ki je zelo znana tudi pri nas. Daš jogurt in to je super hrana. Kot kebab, nekaj posebnega za Turčijo. Lahmacun. Lahmacun poznaš, o tem sva se pogovarjala. Da me malo spomnim. Kot turška pica, Ja. ampak je tanka, se spomniš? Potem zaviješ in daš noter solato. Tako ješ kot dürüm. Aha, ja, vem, poznam, ja. To lahmacun, to pogrešam. Potem číj köfte. Kaj? Číj köfte. Ne, To je, čí pomeni kofte vem, kaj je. ne kuhan. Kofte, ne, imate tudi. Ja. To so kot neki čevapčiči, ne? Ja, ampak ni nujno, da ima meso, to se imenuje köfte in včasih je tudi brez mesa. A ja, Bova dala slike, ti bom pokazala. prav. No, pa kje je podhrana boljša, v Sloveniji ali Turčiji? Ja, spet je isto vprašanje. Jaz sem ti Dobre, povedala. rečemo, da ne znaš odgovoriti. Ja, ne znam. Kaj pa svinino ješ ali ne ješ? Ja. Ješ. V prvih letih res nisem jedla, ampak na zadnje moj stric je skuhal in ta klobaso, Ja. ko sem probala klobaso, sem rekla, lahko jem. Zdaj mi je všeč. No, prej, ko smo vprašali, če v Turčiji kaj pogrešam, mogoče svinino, no. Ker svinina mi je A to dobra. res pogrešaš? Mislim, ne Ti da je pogrešam, ampak meni je svinina dobra, no. tako. Kakšna pa? Kakršnakoli. Kakršnakoli. Jaz, če rečemo nekje, gremo v restauracijo, pa imaš možnost zrezek, ne vem, svinski teleči, puranji, vedno svinskega naročim, je najboljši, ne. Tako da, Ja. pa tudi slanina, pa te zadeve so mi zelo všeč, ne. Tako da jaz brez svinine bi težko, ne. Ja. Kje je bolj varno? Ja, v Sloveniji je definitivno bolj varno. Kje so boljše ceste? Ja, to v bistvu glede urejenosti, organiziranosti je veliko bolje v Sloveniji. Ko si v Ljubljani, imaš kolesarsko cesto, kolesarsko pot in jaz se veliko bolje počutim v Ljubljani. Kje so pa ljudje bolj gostoljubni? Kje se nahajaš, je vprašanje. Mislim, Na splošno ljudje so. rečemo celo Slovenijo, če gledaš po celo Turčijo. Jaz nočem posploševati. Turki so radi prijazni. Turki imajo radi turiste, to je res. Mislim, da Slovenci tudi imajo,
ampak je taka turistična destinacija Turčije. Mi smo navajeni turiste, recimo. No, ampak bolj, ko si jih navajen, slabše ponavadi. Najbolj so te veseli, ko prideš, ko ni nobenega turista. Ja. No, ti lahko povem eno zgodbo, ko sem jaz doživel v Antaliji. Sva šla s kolegom, tu sva šla z agencijo. In potem sva šla sicer mi smo bili v enem hotelu 30 km od Antalije in potem sem šla v Antalijo. Seveda z javnim prevozom se malo težko znajdeti in ko sva prišla v Antalijo, sva rabila tam za tramvaj. Nisva vedela, kako pa kaj in nisva znala niti plačati ta tramvaj pa to. Ja. In sva eno punco vprašala in je ona vse z nama šla in nama celo karte plačala in ni hotela denarja vzeti, ko so jih hotela denar dati, kakor je ona plačala. Tako da je izredno gostoljubni. S tem, da tudi to pa še prej, ko smo šli, dostikrat so nas ljudje povabili v hišo, naredili za jesti ogromno, če si hotel jim plačati, si jih kar malo užalil, tako da jaz sem iz turško gostoljubnostjo izredno dobre se sliši res dobro. Ker si me vprašal, v bistvu, Tomaž, če jaz ti povem svoje izkušnje, jaz tudi imam zelo lepe izkušnje v Sloveniji. Mislim, da Slovenci so zelo gostoljubni in ko ti enkrat odprejo vrata, se mi zdi, da še bolj pristni in iskreni. Mogoče na prvi pogled niso iskalci stikov, to bom jaz zelo iskrena zdaj s tabo. Jaz nisem dobila občutka najprej, da so zelo pripravljeni se pogovarjati, se družiti. Ampak, ko sem imela stik z različnimi ljudmi, sem videla, kako so iskreni, pristni ljudje. Se mi res odprejo. To so moje izkušnje. Imaš zelo dobro mnenje o Slovencih, jaz nimam tako dobrega, tako da... Imaš pa različne, verjetno, ne mora biti vse slabo. Ja, ne, ni vse slabo, ampak Slovenci smo znani, da smo navoščljivi. Ti teh stvari ne poznaš, ker ti si tujka in nimaš tega občutka, ne veš, kako je sosed navoščljiv sosedu, pa tekmujejo, kdo ima boljši avto, pa take zadeve, tako da... To si mi povedal, se spomnim. Pa, a se ti zdi, da to se spreminja? Ja, kvečem na slabš. Čeprav moram reči, da v Ljubljani je tega manj, zato ker je mesto in se ljudje ne brigajo toliko drug za drugega. To je pa bolj na vaseh, navoščljivost, pa vsi vsem vejo, vsi se za vsega brigajo, pa tako naprej, tako da... Pa, mislim, koliko jaz tebe vidim, da tebe imajo vsi zelo radi, tebe podpirajo, komunicirajo ves čas, pomagajo na cesti. Ja, to so ja, tvoje izkušnje. Ampak veš, koliko pa grdih komentarjev jaz dobim. Ja. Mislim, če 5%, no, je res, da je 95 pozitivnih, ampak je pa teh 5% toliko negativnih, da si vidiš, kakšni so nekateri ljudje, pa mene to nič ne boli, ampak vidiš, koliko te ljudi boli neki moj uspeh ali pa srečno življenje. Ljudje mi pišejo, da sem razvajen mam in sinko, ker živim pri starših. Si razumela ta izraz, mam in sinko, ker živim pri starših. Mislim, meni tam za nekoga je čisto vseeno, ali živi pri starših, ali živi sam. Mislim, s kakšnim zadevam se ljudje ukvarjajo. Tako da... Nimam toliko dobrega mnenja o Slovencih, ki ga imaš ti. Ampak lepo, da ga imaš. Je pa, a si kdaj pa imela kakšno slabo izkušnjo, zato ker si tujka? Ne, nikoli. Čist nikoli? Nikoli. Vedno sem imela dobre izkušnje. Mislim, kadar mi je bilo težko, težje, je ves čas, recimo tudi pri študiju, čutim, da me podpirajo, da mi pomagajo zaradi jezika, se počutim tudi velikokrat, da imam podporo.
Ti pa nikoli nikdo rekel, kaj si ti Turkinja, sem v Slovenijo prišla, bejš nazaj v Turčijo. Misliš, da bi? Mislim, No, zakaj bi? to kdo rečemo to Slovenci doskrat rečejo tem, bom rekel, narodom, ki so priseljenci iz bivših republik Jugoslavije, ne, nacionalizem je v Sloveniji kar močan. Ne. Okej. Čeprav mogoče so manj tisti, ki so alergični na tujce, ne, so verjetno bolj alergični na te iz bivše Jugoslavije, ki pa na te iz Turčije ali pa če bi nekdo prišel iz, ne vem, iz Italije ali pa Nemčije, na te ne bi bili tukaj alergični. Ne, se ne vem, vprašal sem te. Mislim, da obstaja ena pot, da se jaz prilagodim. In jaz opažam, da kolikor jaz dobim to informacijo, ne, da mi gre slovenščina dobro, da se trudim, da delujem, me bolj podpirajo. Če ne bi znala slovensko, če bi živela v svojem svetu, če ne bi imela svojega okolja v Sloveniji, težko bi bilo. To je res. Drugače pa veš, da tam, ko sem jaz doma v eni vasici, Ja. je sosedna vas, ki ima 30 hiš, Okay. tam živi en Turk, včasih je imel restauracijo turško v Ljubljani. Jaz zdaj ne vem, jaz sem bil pri njih doma pred 15 leti, ker sem bil predsednik krajevne skupnosti, pa je nekaj tam, nekaj so me rabili, pa sem šel do njih. No. Ženo ima Slovenko, Ja. ampak veš, da je možno, da je umrl pred kratkim. Ker sem eno Facebook objavil videl. Zdaj sem se spomnil. V glavnem, no... Mož je umrl. Ja, glih ta Turk, po mojem. Koliko je bil star? Mojih let. Ne vem. Mlad. Imeli so pa restauracijo, a jo še imajo ali nimajo. Ne veš. To ne vem, ne. Ja, A veš za kakšno turško restauracijo v Ljubljani? ja, včasih je bila pa? Yıldız Han v Prulah, mislim. Ja, to je ta, ki je... A tak je To je bil, ta, zdaj se je ja, preselil. Pa ne tako. veš, če je umrl ali... Ma lej, zdaj sem tudi malo hecno sem rekel. To je zelo hecno. Ne, ampak Je videl... umrl ali ne? Ne, ampak videl Ja. sem eno objavo na Facebooku, ko se spomnim, da imam občutek, da je bilo napisano, ne vem, da se bomo od njega poslovili. Jaz mislim, da ta njegova, ne bom nič govoril, da nam še kakšno večjo neumnost naredil, pa koga proglasil, ki je živ, da je mrtev, ne, pa tako naprej. Sem res mal hec. Ampak ne, hočem reči, je bil zelo v redu človek, tam, ko sem bil pri njemu in tudi v vasi so ga lepo sprejeli, tako da je bilo. Greva midva tole naprej. Kje so ti pa fantje bolj všeč, Turki ali Slovenci? Ja, v Turčiji imam lepe izkušnje. Ja, no, ampak tako, če bi rekla, kje so lepši? Ja, različni so. Tukaj so fantje malo drugačni, kot sem navajena. Kaj so drugačni? Ja, pri nas so bolj pogumni, na ta način, da, ne, kaj je zdaj pogum, pri pristopu do žensk. Ja. So bolj pogumni. Tukaj se mi zdi, da bolj opazujejo. Ja, veš, to je pa tudi, to je pa ta zadeve, ki je danes zelo hitro vse nadlegovanje, ne. Jaz, ki mi pride, kako jaz srečam koga, ki me spremlja, ne, pa prav, a se lahko slikam s tabo, ne, Ja. če je to moški, ga zmeraj objemem, če je pa ženska, se pa nikoli ne upam, ker nikoli ne veš, Nikoli ne veš. kaj bojo rekli, ne, tako da to je šlo zdaj malo predaleč, če mene vprašaš, ne, je že vse nadlegovanje, ne. Zdaj, če si mojo knjigo prebrala, kakor si rekla si jo, ne, svidela, jaz sem bil kar korajžen glede tega, ne, tako da... Nisi tipičen, ja. Ja, ne, takrat je bilo... Takrat, včasih, pred 30 letom, so bili fantje bolj korajžni, kakor so zdaj, no, tako da... Kje so pa ljudje bolj delavni, v Turčiji ali v Sloveniji? Ja, definitivno v Sloveniji. Se mi zdi, da delo je tako zelo življenjsko, tako živijo Slovenci, delovni.
Ja. In to zelo resno jemljajo, to vidim. To mi je všeč, jaz občudujem ta odnos do dela. Čeprav čisto vsi niso, ne, tudi Slovencu, če dale, ja bom rekel, ta delovna zagnanost najbrž mal pada, ne. Aha, to Včasih se pazi, ja. so bili vsi pridni delali, tako da. Ampak bi rekel, da delo je zelo zaznamovan za narod. Ja, povprečno smo Slovenci sigurno zelo delovni ljudje. Tudi po mojem, no, čeprav, lej, sem pa poslušal oddajo na RTV en Slovenec, ki se je preselil v Francijo Ja? in rekel, da tam Francozi ful več delajo kot Slovenci. Ampak to je mogoče misli v službah, ampak Slovenci, pol tudi veliko Slovencev, še ko službo konča, dela še nekaj drugega, ne, tako da, tako kot ima še nekaj SP, pa ne vem, hod ploščice polagati, strehe popravljati, pa take zadeve, ne, tako da. Kdo so pa bolj tradicionalni? Jaz zdaj ne živim za eno slovensko tipično družino, ne. Težko bi rekla tako, ampak bi zase rekla, da tradicija pri nas je pomembna, te običaji jih ohranjamo. Tudi tukaj v Sloveniji opažam, da ohranjate vaše tradicije. Ne vem, praznovanje je pomembno, nedeljsko kosilo je posebno in vidim, da ohranjamo te kulturne običaje. Kje so pa boljše javne storitve, kot je zdravstvo in podobne zadeve, šolstvo? Zelo dobro vprašanje in to je dolgo vprašanje, ne moram z enim stavkom. No, vsej dej malo. Začnemo z zdravstveno. Vem, da ljudje pridejo v Turčijo zaradi operacij, recimo lepotnih estetskih operacij. Presajanje las. Ja, za različne operacije. Ja. Tudi. Ja, to sem mi povedal. Torej, pri nas je na višjem nivoju, ko greš v bolnišnico, mislim, imaš res več stvari in gre za tudi denar. Lahko imaš operacijo za nič. Mislim, to so tudi zgodbe, da imaš operacijo za res ne rabiš tega. Aha, se pravi, ne sekiraj se to. To se ne sliši, računalnik je vžgan, pa hard disk za laufa. In moja teta mi je rekla, da je večkrat šla v bolnišnico in tam je zdravnica ji je rekla, da naj pije čaj. Je bila jezna ona, ker ona išče, ne vem, rešitev konkretno. Na eni strani je ful lepo, da tukaj ne podpirajo zdravniki, da več tablet, več operacij. V bistvu vse na naraven način se da rešiti. Mislim, ni vse, ampak marsikaj. Pri nas zdravstveni sistem zelo podpira, da več operacij imaš, več tablet, več zdravil. In tukaj pa obratno. Slišim tudi veliko, da ni lahko, da greš k zdravniku. Ne, prek 100,000 ljudi nima svojega zdravnika. So tudi težave, to ja. Nikjer ni najboljši. No, jaz, ko sem bil v Turčiji, tam, ker sem šel COVID test delati, sem šel delati v neko bolnico in je bilo to vse zelo na nivoju, ne. Ker moja mama je pred 10 leti bila na infekcijski kliniki v Ljubljani. To je zgradba stara 150 let in je katastrofa od katastrofe. Tako da vsaka čast ljudem, ki tam delajo, ker je to, veš, ko tiste vozijo ljudi, ni placa, to je za znort in to je sramota od države, da imamo tako zdravstvo, ki ga imamo. Zdaj, moje vprašanje je bolj na tem bil, ne vem, Turčiji sem prepričan, da imate te ustanove boljše, sam me zanima, a ima to vsak državljan brezplačno ali mora plačati? Mora plačati prispevke. No, prispevke. Jaz, ker sem zaposlen, ker delam, imam vse zastonj. A je v Turčiji tudi tako ali ni? Ne.
Mislim, kolikor jaz vem, da ni vse zastonj. Ne. Kje misliš, da je pa večja priložnost, kje lažje uspeš kot podjetnik, če hočeš nekaj delati? Je Turčija ali Slovenija? Ja, seveda je večja, da Turčija ima več prebivalcev, je logično, da lahko več denarja človek zasluži v Turčiji. Tukaj je drugačno delovanje. Lažje te prepoznajo, hitro imaš svoj krog ljudi. Ne gre mogoče za več denarja, ampak gre za hitro prepoznavnost v Sloveniji. Kje pa misliš, da so ljudje bolj zadovoljni s svojim življenjem? So Turki bolj srečni ali so Slovenci bolj srečni? Jaz mislim, da Slovenci so bolj srečni globoko v sebi, pa to ne prikazujejo z velikim smehom, ampak ta neki notranje zadovoljstvo, jaz mislim, da Slovenci imajo. To je recimo ponos, ki ga ne pokažeš. Tako. Turki so srečni lahko na drugačen način. Značaji so drugačni. Super, to je bilo vprašanje, kar sem imel jaz zate. Hvala, Tomaž. Tako da zdaj bova tole pojela, sem že kar lačen. Potem pa, dragi gledalci, snemava še intervju, ko bo pa Ajša z mano intervju naredila. In ta intervju bo objavljen na Ajšinem kanalu. In zdaj, ko vi to gledate, je ta intervju že objavljen, tako da je link, bom noter ga dal, tako da si to pogledajte, ker jaz imam majčkeno vrsto za čakati, imam par intervjujev naprej posnetu, Ajša bo pa to zelo hitro objavila, tako da zdaj, ko to gledate, siguren že imate. Tako da, Ajša, hvala ti, ko si prišla sem na intervju, hvala ti za zajtrk. Tako da jaz ti želim vse najboljše v življenju, da se ti bo v Sloveniji lepo življenje. Hvala Tomaž za res zelo zanimiva vprašanja. Hvala tudi za vabilo. Jaz tudi želim, da me lahko najdejo, me spremljajo na Facebooku, na mojo spletno stran, mogoče tudi z nekaterimi se vidimo. Bom te linke vse dal do spletne strani, do Facebooka. Na Facebooku te najdejo pod Wellness Ajša, Imam svojo spletno stran, lahko najdejo wellnessajsa.si, tudi Facebook stran Wellness Ajša. In lahko pridejo na obisk na mojo stojnico 21. decembra. Bom imela na Kongresnem trgu v Ljubljani na Zelenem sejmu. Do 21. še ta video ne bo objavljen, tako da... Ja, se sem ti rekel, jaz to ob torkih objavljam in ne bo še do takrat, ampak... Ne zato, pejte na njene strani pa tako naprej, pa boste vse pogledali. Imate pa vse linke v opisu videa. Tako da, dragi gledalci, hvala. Lahko kakšno vprašanje za Ajšo napišete, če bo odgovorila. Všečkajte pa, naročite se na moj YouTube kanal. Hvala, adijo. Hvala, adijo.